Sklican sem na zaslišanje zaradi suma kaznivega dejanja jemanja dobrega imena protikorupcijski komisiji. To bi se naj zgodilo na prireditvi Zbora za Republiko v Lenartu. Lahko vam povem tudi to, kar sem tu povedal. Prvič, nisem bil prvi, ki se je kritično opredeljeval do dela komisije v tistem času, ampak je predtem bilo jasno v slovenskem medijskem prostoru, da izračuni, ki jih je delala protikorupcijska komisija, niso bili točni. Drugič, da je na svoji spletni strani imela objavljen zakon, ki ni bil več v taki obliki veljaven. Tretjič, tisto, kar je bil pa v Lenartu tudi moj glavni očitek, pa je, ko se skuša dokazati nepravilnosti osebnostim, ki zavzemajo v političnem prostoru visoko mesto, mora organ, ki to počne, delati to strokovno, neoporečno, dosledno in tudi brez vsakega etičnega dvoma. Moj osebni etični dvom pa je, da je eden izmed članov komisije, to je gospod Praporotnik, 10 let delal kot novinar, raziskoval neko področje, ko je področje tako imenovane rožarske afere, in človek, ki se 10 let ukvarja z neko osebnostjo, v tem primeru z takratnim premijerom Janezom Janšo, bi se iz etičnih razlogov moral sam izločiti iz takega postopka, zato da bi tej komisiji dodatno dal verodostojnost. Nazadnje sem še pa pojasnil, kaj pomeni beseda korupcija, cum rompere, ki jo mi sicer prevajamo, oziroma slovar slovenskega knjižnega jezika prevaja v smislu prevare ali tudi nepoštenosti in tako naprej, ampak dejansko gre za skupno lomljenje, kar lahko razlagamo tudi v intelektualnem smislu. In v intelektualnem smislu jaz mislim, da mora organ pregona biti najprej dosleden v izbiri dokazov, potem pa logičen v izgradnji neke obtožbe ali obsodbe na osnovi teh dokazov. Če so pred mano pravniki, ekonomisti in tudi drugi ljudje postavljali dvom o delu protikorupcijske komisije, potem jaz trdim, da nisem kršil nobenega zakona, si kot državljan te svobode ne bom vzel, da smem prosto in svobodno ocenjevati, a pa naj gre za predsednika države ali papeža, kaj kdo v tej državi misli in dela. Zato sem se boril in zato sem tudi pred več kot 30 leti bil prvič na zaslišanju Udbe v Mariboru. Danes moram reči, da so bili kriminalisti neprimerno bolj korektni, kakor pa tisti pred več kot 30 leti.